Spoštovane, spoštovani, nocoj vas lepo pozdravljam v imenu knjižnice Brežice. Jutri bo svetovni dan poezije. Mi pa že nocoj pogumno vstopamo v 4. ciklus skupnega bralnega projekta posavskih knjižnic z naslovom Posavci beremo skupaj, ki bo trajal vse do 20. novembra. Izbor leposlovnih del, s katerimi nagovarjamo bralce, pripravljamo knjižničari vseh 3 sodelujočih knjižnic, kar se odraža v pestrosti nabora in širokem razponu bralnih okusov. Vsem, ki boste prebrali 5 knjig z predlaganega seznama in oddali izpolnjene kazalke, bomo na zaključni prireditvi jeseni podelili knjižne nagrade. Pisave različnih geografskih širin zavedno dopolnjujemo tudi s slovenskimi avtorji. Zato smo še posebej veseli, da v Brežicah letos začenjamo vsestransko pisateljico Manco Košir. Rdeča nit nocojšnjega večera bo Mančina knjiga Čas za modrost, zbirka kolumn in zapisov. Verjamem, da že nestrpno čakate, da ji prisluhnete. Pogovor z avtorico bo vodila Janja Rozdor. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu in tudi vi, gospa Manca, dobrodošli v Brežicah. Preden se spustiva v klepet, naj vas vse malo predstavim, čeprav verjamem, da vas naši obiskovalci dobro poznajo. Naša gostja, publicistka, gospa Manca Košir, je diplomirala tako iz matematike in fizike, kot tudi iz novinarstva, magistrirala iz socioloških znanosti in doktorirala na področju filoloških znanosti. Delovala je kot svobodna filmska igralka, pa novinarka, profesorica na fakulteti. Seveda pa, kot veste, je vsestranska na različnih področjih družbenega življenja. Je avtorica knjig, učbenikov in pa na leposlovnem področju, predvsem pisem, prevladujejo pisma. V zadnjem času zelo pogosto slišimo o vas kot o aktivni prostovoljki Hospica in v okviru akcije Srce za hiše Hospica je šla tudi knjiga, o kateri bomo nocoj govorili, Čas za modrost. Je za modrost pomembna starost, spol? Tako vprašanje je in ni. Za nas, navadne smrtnike, ki tukaj sedimo, je starost zelo pomembna, ker modrost prihaja z življenjskimi izkušnjami, spoznanji, premišljevanji, oddaljevanji, približevanji in tako naprej. So pa tudi ljudje na tem božjem svetu, ki so mladi in so že modri. Ampak to so pa neke posebne osebe in posebne zgodbe, ki nam najbrž niso dosegljive, ko tudi mladi ljudje lahko doživijo prebojenje, razsvetljenje. No, jaz moram reči, da nobenega razsvetljenega osebno ne poznam. Tako da najbližji mi je Dalaj Lama, s katerim sem že imela za osebni stik z očmi, ker sem bila na njegovih predavanjih. In on se mi zdi recimo razsvetljen. In potem imamo pa v Sloveniji vašega, upam, že gosta ali bodočega gosta, patra Karla Kržana, ki bo pa tudi hvala razsvetljen, vi ste čisto malo še manjka. Ko beremo to knjigo, pišete o čemerkoli. In v bistvu sem si predstavljala, da pač morate oddati kolumno, mesečno, verjetno imate za to nek rok, in potem začnete pisati, o čem, kje dobite temo? Ja, jaz imam kolumno tedensko in sicer na imenitnem hrvaškem portalu www.autograf.hr, kjer moramo dati vsako nedeljo kolumno za rubriko Ljubljanski zvon, ki izide potem v torek, ampak jo še prevedejo, ker pač pišem v slovenščini. Ja, to je zanimivo vprašanje, veste. Jaz si rečem recimo v soboto, da bom pisala o tem in tem, ampak soboto je mimo in v nedeljo ne moram pisati o tem, kar sem si rekla v soboto. Jaz lahko pišem vedno samo v tistem, v čemer tisti trenutek, ko začnem pisati sem. Ali je to kakšno posebno razpoloženje, ali sem kaj prebrala, sem srečala kakšnega človeka, sem v časopisih uzrla nekaj, ampak nekaj me mora nagovoriti, da pridem eno posebno stanje. Če bi zdaj pisala kolumno za
obraze, ker več ne pišem za Vigo, o tem ne bi pisala. Bi napisala kolumno o tej trgovinci, ki jo imate, ker sva še s prijateljico, ko sva prišli, malo si ugledati, ne, Brežice, ta čudoviti grad in so vzdihvali, kako je lep, se pa obrnela, pa gledajno izložbo, pa še enkrat vzdihneva, kako je srčkana. In že stopila not, in že zapravila. In kaj, ne, nekaj me govorilo z izložbe in se reka, sigurno mora biti tukaj prijazna prodajalka, ker jaz ne vstopam, če ni neka energija, ki me potegne, ne. Vstopam not, zagledam neko čarobno osebo in mislim, da bo tej trgovini dobro šlo, ker to res jedna taka prijazna gospoda. Zelo osebni ste v svojih zapisih. Mimogrede nas spustite v svojo kuhinjo in nam izdate recept za odlično paradižnikovo juho. Zaupate nam, kakšne volje ste, da ste se sprli s svojo mamo. Kako se bralci odzivajo na to vašo odprtost? Odleže jim. Se vdahnejo. Drugačne. Če pa še tale koširka, ne, tako, ko sem jaz mirna in spravljiva, pa večinoma dobre volje, no, če se pa še tale, kdaj takole vznemir, pa če še kdaj tale zna biti citna, ja, pa sem pa tudi jaz lahko. Vaš jezik bralci srkamo. Nemalo predlogov sem našla za nove besede, za slovarsko-slovenske knjižne jezik, veseli. Čudežnica, čarobnica, pa odlične reke, če že nekaj pregovore, srečni živijo dlje. Kako naj bomo danes srečni na svetovni dan sreče, pa ne mislim se danes? Razumem, ker ste vi tako čudovita oseba, da ste to knjigo prebrali z enim posebnim nagnjenjem, ki ga jaz čutim, ne? In zdaj med nama teče neka kemija naklonjenosti, sestrska energija in take ženske spreminjamo sveta, veste. Srečne ženske, ne nesrečne. Nesrečne ženske ne morejo nič dobrega narediti. Ker če so nesrečni ljudje okrog njih in so nesrečni njihovi partnerji, otroci, vnuki in tako naprej. Zato je pot do sreče ena sama. Pojdi vase in poišči v sebi vere moči, svoje lastne in najprej o sreči samega sebe. Ne, da nas zunanji dogodki, ljudje in tako naprej navdihujejo, nas lahko v sreči, pa ne, tukaj noter sreča doma ne. In če je človek srečen, lahko zelo veliko daje, ogromno. Če je pa nesrečen, a veste pa dostkrat že, ne prvoščiš drugim, grde reči govori, slabo deluje, ne? In zato je sreča možna samo iz lastnega izvira in potem se tako širi lepo okrog. Zadovoljna in srečna mati je najlepše darilo svojemu otroku. Ustvarjati nove besede po vzoru domoljub, sem vas poimenovala življenje ljub. To je pa super. No, zdaj vas bom pa citirala, no, zdaj imam pa še eno. Življenje ljub. Ja, jaz se že od nekdaj z vnuki pogovarjam, da so bili še čist meni, ko bom jaz umrla, ne? No, ne, ti pa ne boš nikoli umrla. In vnuki mi je tem stara 5 let rekla, če boš pa ti umrla, manca, te bom pa ubila. Ampak, to se z njimi pogovarjam, zato vam govorim, kako pomembno je dobro živeti. In dobro živeti pomeni polno živeti, ne, izpolnjeno živeti. Ne pomeni biti skozi samo srečen, si lahko tudi žalostno, včeraj smo zelo veliko solza izjokali. Ampak to je tudi življenje, tudi to je treba vzeti kot del življenja. In tudi zato reči Bogu hvala, tudi za to trpljenje, ki si mi ga dal, v katerem sem se obrusil, v katerem sem zrastel. Ni za reči hvala samo za lepe reči, tudi za najhujše je treba reči hvala. A ne? Ker to je iz česar prihaja modrost, prihaja plemenitost in prihaja sočutje. Samo ranjen človek je lahko sočutni, samo šibek človek je lahko opora drugemu. A ne? In danes te ženske, ki hoče biti moške, so moški, kot moški, močne kot moški. Jaz se smerijo, to je vse narobe, ampak gremo nazaj. In jaz jim govorim, lejte, ko bom pa jaz umrla, boste imeli pa zabavo na mojem grobu. In sicer, na grobu ste napisali, tukaj leži manca, ne, ali babica, no, skratka, ker mislim dolgo živeti, ki je bila zaljubljena v življenje. Potem boste odprli nekaj steklenic šampanca, še pri tem se boste pa od mene poslovili, ko bom še lahko govorila z vami, to bo malo pred smrtjo, še jaz mislim govoriti z vami in bom vsakemu povedala, kaj ga čaka v prihodnosti. Ker
poleg čarovnice sem še čarovnica, ne, pa tako malo vidim, ne, kaj se z ljudmi dogaja. In se bom vsakemu dala eno popotnico, v bistvu za prihodne življenje, in kadar bo hudo, se boš ti samo spomnil, manjca je pa rekla, da bo meni to uspel, pa to, pa sigurno bom imela otroke, ali pa bom imela, ne vem, kaj bom rekla. Skratka. No, in potem boste še malo na grob nalili tistega šampanca in boste rekli, wow, in potem boste imeli žurko in boste peli in plesali. Tako si jaz želim biti pokopana, ne? Skratka, sporočate nam, da je vse mogoče, ne, v vašem pisanju, in to s popolnim notranjim mirom. Ko nas, mi nismo mirni bralci vedno, ampak nas pomirite. Odkar skušam živeti zavestno in uresničevati svoje vodilo, učim se, torej sem. To so vaše besede. Pred včerajšnjem sem hotela razveseliti hčerko in ljubega Zeta, ki ga imam zelo rada, ki je nekaj na Facebooku uredil, in sem šla kam, mislite, v knjigarno seveda. In sem hčerki kupila knjigo Maje Medičinski duh in telo v različnih religijah. Zetu sem pa kupila zbornik Iluzija ločenosti o estetiki ekološkega mišljenja, umetnosti, ne vem kaj. Ker oba potrebujeta take reči za svoj doktorat. In potem sem telefonirala, če prideta po knjige danes, ne jaz danes pripeljem, ste rekla, da nimata časa danes in ne hodim, ker jih sploh ni doma, ni doma. In sem rekla, kako fajn. In sem tisto večer in noč nisem šla spat in sem be knjige jaz prebrala. Veste, koliko sem srečna, koliko stvari sem se naučila. Joj, super. Potem sem naslednji dan odnesla knjige hčerki, sem rekla, hvala Bogu, da niste imela časa, jaz sem to vse prebrala, pa še počrtala. Skratka, upam, da vas berejo tudi moški. So odzivi? Ja, zdaj nekaj bi morali začeti diskusijo o tem, kje so pravi moški. Ker če pogledate zdaj in nazaj, boste videli, da večina otrok je odraščala brez očetov, kar na svoje otroštvo se spomnite. Ali so cel mangaraj, pa je sploh nikjer ni bilo, ali so bili v tujini, ker z kruhom zavrnem, ali... No, in tudi zdaj jih ni. In taki moški, ki jih ni, mene ne berejo. Vi pa ne prste. Še so v knjižnici, to je čisti čudež. Ergo imamo en primer pravega moškega. To je moški, ki je močan v svojem moškem elementu, ampak ima pa tudi razvito animo, ženski del duše, je senzibilen, bere, piše, se oglaša, kaj gleda in ni ga sram gleda samimi ženskami, ker gleda je frajer, ker vi ste tudi, ki imate, evo, in še našega tukaj vzadi, lahko pogledamo, ampak je čist skrit za gospod, da ga bom pol osebno pozdravila. Skratka, tako ne boste prepoznali. Pravi moški so čuteči moški, moški, ki jih ni sram svojih šibkosti in svojih čustev. Bog se najslajše smeje, kadar človek načrtuje svoje življenje, ste zapisali. Kako naj se v tem novem svetu in tempu izognemo načrtovanju in se preprosto prepustimo življenju? Ni nikoli samo ena stvar. Tako fajn je, da načrtujemo, ampak ne v tem smislu, to bomo pa, načrtujemo, kako bomo uresničili to, kar me zares veseli. Se pravi, mi moramo uresničevati nekaj, kar nas notranje nagovarja in motivira. In iz tega pa izvidemo svoje sanje, ki se nam bodo sigurno uresničile. Če pa delamo nekaj pričakovanja, recimo, spet na mojem primeru, jaz sem se poročila pošlušte za cel življenje, ker bom s tem moškim imela najmanj 3 otroke, če ne več, to bo minimum, in živela bova srečno do konca dni. In seveda to bo pa mogoče, ker bo on tak, pa tak, pa tak. Na kar se jaz poročim z umetnikom, on pa sploh ni tak, pa tak, pa tak, pa čisto drugačne. Ja, prostovoljci plemenito delo upravljate. V bistvu je prav neverjetna ta borba s različnimi oblastmi, državnimi in mestnimi za obstoj hiše. Ja, jaz sem pa odstopila malo. In jaz sem prostovoljka hospice 7 let bila, skoraj 8, in sem rekla, da pa potrebujem isto, kot sem potrebovala kot profesorca. Sem si vzela svobodno leto sabatika, se reče, ne? 2-krat v tistih mojih letih profesorskih in tako sem zdaj tudi 1 leto na, kako mi rečemo, na mirovanju, zato, da se napolnim z novimi vsebinami
šla nazaj v hišo gospica ali bom delala kot prostovoljka spet na domu. Je pa še tretja varianta. To, kar imajo budisti, a kdo zna to besedo, zmeraj pozabam. Budisti imajo posebno besedo doila ali duola, zdaj je svetovni teden teh, ki spremljajo porodnico, ko rodi. In tako imajo totalno duola, skratka, to se moram še naučiti, ta komplicirana beseda, spremljevalca umirajočih, ne? Ki je prav poseben poklic, ker to bi pa meni še od vsega najbolj zanimati. Ker ko duša odhaja, gre skozi različna stanja. Ne? In te tibetanci imajo ta stanja zelo dobro pregledana. Bardo se reče, ali bardo, ne znam tudi tega naglašati. In da bi jaz enkrat postala taka mojstrica, da bi znala prečitati človek tam leži. Če smrto leži, jaz bi pa vedela skozi kakšne plasti prehaja njegova duša in bi ga potem spremljala. Vsekakor ne počivate te misli, ki se vam kratkole porodijo, pravite, da si zapišete in potem se izpraznite, ne? Mora biti prostor, zato imate povsod listke, to drži, tudi noči prijatelji. Jaz stanujem tako grozni sobi, ki je že skoraj črna kuhna, ker vi veste, da sem kaj centralna kurjava, da je vse črnoko. In ne pustim prebarvati tega stanovanja, prav se tudi črne kuhne nabarvajo. Mene to nič ne moti. Vsi so združeni, ko prihajajo na obisk, kako ima manjca, tako črno in sivo, ampak jaz imam toliko listkov po celi sobi, že po vseh mestih, polimane, da če dam to dol, sem zgubljena. To, kar sem že rekla, odkrito nam poveste, kaj mislite, v kaj verujete, nas zaposlene matere, nas potolažite, ko priznate, da ste zaradi drugih obveznosti bili svojima hčerkama včasih slaba mati. Ampak, kaj dodam? Dodam. Najboljša mati je slaba mati. To dodam, ker dobre matere, ki vse na mesto otroka naredijo, še domačo nalogo, ga vozijo v šole, otroku vzamejo možnost, da bi postal zrel, odgovoren, da bi imel veselje, da mu nekaj uspel, da je sam premagal neko težavo in to, s to permisivno vzgojo smo prišli do otrok, ki bodo pravi gost mojega zadnjega večera v Unijo, Marko Juhant, ali drugi ranti, ali agresivneži, ali ker jim starši niso dovoljeli odraščanja in njihovih lastnih napak, pacov in ustajenja. Ja, čas za modrost. Ja, je čas za pravo kronika. Kaj sledi po modrosti? Smrt. Kaj imate vi v načrtu? Ja, tudi počujemo. Še prej. Pred smrtjo, jaz nimam načrtov. Pred smrtjo bi se rada z njo res dobro zbotala. Ali ste že tako se ful dobro razumela. In to najbrž ne po naključju. Jaz sem enkrat pospravljala, kar redko ga naredim in je padla edina seminarska naloga, ki sem jo s fakulteti spravljala. Sem rekla, zakaj sem pa to spravila na glavo in piše. Pojem smrti v džajnizmu, budizmu in hinduizmu. Torej, mene takrat smrt že zelo zanimala, da sem se s tem ukvarjala. Ne? In potem sem se pa spomnila, da jaz v Brezi, ko sem igrala, sem bila v krsti z žebi zabita cel dan, ne vem koliko časa, koliko dni. Ker je hotel režiser posnet en kader od takrat, ko so mene dali v krsto, ko me zabijajo, zares, ker igrali so na tuščiki, ne igralci, veste, koliko so stolgli po tisti krsti. In potem me peljajo na pokopališče, ki je bilo zelo daleč stran od tiste vasi. In jaz sem od jutra do večera ležala v krsti. Nekaj dni sem imela čas malo premišljala, to smrti izgleda. Torej, medve smrtejo na nek način prijateljujejo, ampak da bi poslali res na tipo, pa treba še to. Je, recimo, mene notranje motivira in to me zelo zanima. Hkrati me pa zanima tudi rojstvo, ki paše k smrti, ker gremo skozi ista vrata ven pa not. Sam ne vemo, kaj je ven, pa kaj je not. Na zahodu mislimo, da je ven rojstvom, not smrt, na vzhodu mislijo, da je pa ravno obratno. In jokajo, ko se rodijo, v Tibetu reče, Boga duša se je utelesla, revica zdaj bo v tem kletki živela, ne, pa jokajo, Boga, tam je bilo tako fajn, ki je bila svobodna, ne, ta zavest, ki
pol pa, ko pa umrejo, pa pol prišejo, ker zdaj se je utresla tega zapora, ki se mu reče telo, ne, in gre spet v te razsežnosti, ki so njena prava domovina, in so vsi srečni in veseli. Torej, to imajo čisto obrnjeno opcijo. Uradno bomo zaključili, preden povabim k pogovoru še poslušalce, bom pač zaključila z vašim citatom, zato da spodbudim poslušalce, da vas berejo, da vzamejo v roke knjigo, tudi nekaj ste jih vi prinesli. 3, se pravi, se jih da dobiti. Bivati, delati, se ljubiti je najlepše z roko v roki. Tako smo ljudje nastali, tako smo obstali. In edino tako bomo tudi preživeli, ne z roko ob roki, ne z roko proti roki, temveč le z roko v roki. Naj bo tako vzklika upanje, ki ga nosijo rumeni metulji in odprte dlani za skupno naročje lepega, dragocenega. Naj bo tako. Šmrk, kako me pa to lepo napisali. Naj bo tako. To je edina rešitev za naše preživetje. Skupaj. Bravo, pa si posidajmo roke. Super.